Spoštovane in spoštovani, vabim vas, da prisluhnete mojemu čudovitemu gostu, ki bo spregovoril o temah, ki so zanimive za vse nas. Kaj ne, Marjan? Ja, in na kratko, spoštovane gledalke in gledalci, dobrodošli v Prekmurju. Verjamem, da Prekmurje mnogi poznate, ste bili. Verjamem pa tudi, da bi vaš obisk v vrtu spominov in tovarištva na Petancih v Prekmurju bil tudi za vas čudovito doživetje. Pridite. In ker je pred vrati začetek letošnjega festivala za tretje življenjsko obdobje, vas prav tako vabim, da se vidimo, da se ponovno srečamo na tem izjemnem dogodku, na katerem vsak izmed vas oziroma izmed nas bo lahko doživel nekaj dobrega, prijetnega, koristnega. Dobrodošli, vidimo se. Cenjene gledalke, spoštovani gledalci Ljubljana TV. Danes sem zelo vesela, kajti moj gost je človek, ki ima malo časa. Čeprav je upokojen, je tako, kot velja za upokojence, za vse nas. Ne najdemo veliko prostih trenutkov. Gospod Marjan Šiftar, ki je moj gost, zanj seveda vem veliko, a sem vseeno poskusila na ChatGPT, kaj pove o našem gostu in kaj pravi, da je slovenski kulturni, družbeni in veteranski delavec. Zelo zanimivo za ChatGPT, predsednik uprave ustanove dr. Šiftarjeve fundacije, da ohranja spomin na domovinske vrednote, kulturo, zgodovino. Mnogi dogodki so prav v Murski Soboti, tako da Marjan, s katerim se tikava, ker sva oba zelo aktivna v festivalu za tretje življenjsko obdobje in sicer je on podpredsednik, jaz pa predsednica zadnji 2 leti programskega sveta. Seveda pa o njem vem še veliko več in prav je, da povem, da je služboval pri prvem predsedniku republike. Bil je šef kabineta prvega predsednika. Bil je tudi v Makedoniji veleposlanik. Seveda pa že dolga leta deluje med Ljubljano in Mursko Soboto, kjer je vrt spominov tovarištva in sicer na Petancih. Vesela sem, Marjan, da si moj gost in vesela, da imamo možnost videti tudi naše gledalke in gledalci, slike, ki prikazujejo nekako tvoj drugi dom, en dom imaš v Ljubljani ali celo prvi dom na Petancih. Pa bi mogoče za začetek spregovorila prav o tem. Mogoče kdo je bil zadnji gost, ki je bil zelo pomemben, kdo vse je že bil v tem vrtu, tudi sama sem bila, kako potekajo dogodki. Skratka, če bi morda spregovorila nekaj besed o tem čudovitem vrtu, ki mu ni para v Sloveniji. Hvala lepa, spoštovana predsednica, hvala, spoštovana Vlasta. Res je, izjemno uspešno v vseh pogledih sodelujeva in sodelujemo že nekaj let, oziroma konkretno sedaj zadnji 2 leti pri pripravah in izvedbi festivala za tretje življenjsko obdobje, ki je res enkratna zgodba. Ne samo, če govorimo o Sloveniji, ampak tudi širše v mednarodnem okolju, ampak verjetno bova o tem kaj v nadaljevanju povedala, ker veva oziroma vemo, znano je tudi javno, da se bo čez nekaj dni začel že 24. festival za tretje življenjsko obdobje. Hvala za začetek teh nekaj informacij o res moji veliki, ne bom rekel ljubezni, ampak izjemni povezanosti, ki v časovnem pogledu pomeni že kar nekaj desetletij z vrtom spominov in tovarištva na Petancih v Prekmurju oziroma z ustanovo dr. Šiftarjeva fundacija, ki bo prihodnje leto slavila, beležili bomo 30. obletnico delovanja oziroma ustanovitve te ustanove. Preveč časa bi nama sedaj vzelo, da bi tudi še tako na kratko bi skušal obnoviti dolgo zgodovino prvič teh krajev v Muri, ki so izjemno zanimivi, ki so bili izjemno dinamični, pa to seže nazaj nekaj stoletij. Pa tudi preveč časa bi nama vzelo, če bi celotno zgodbo o ustanovi, njenih 30 letih delovanja in o vrtu spominov in tovarištva želel vsaj na kratko predstaviti. Ampak vendarle v 2-3 stavkih. Ko se je mati 3 sinov
po koncu druge svetovne vojne dokončno sprijaznila, da 2 sinov ne bo več nazaj, je zasadila 2 vrbi žalujki v takratno tipično panonsko kmečko dvorišče, torej v spomin svojih 2 sinov. Da bi 3. sin, profesor dr. Vanek Šiftar, sredi 50 let oziroma v začetku 60 let se odločil o polni podpori staršev, da bi začel postopoma do takratno, kot rečeno, tipično kmečko dvorišče spreminjati v spominski park. In to ne več zgolj v spomin svojih 2 bratov oziroma 2 sinov, ampak v spomin žrtev fašizma in nacizma med drugo svetovno vojno in živim v opomin. In to vrednoto ali to sporočilo je temeljno sporočilo tega vrta spominov in tovarištva, ki je že dolga leta kulturni spomenik zaenkrat lokalnega pomena. Mi se že sicer nekaj časa trudimo, da bi spremenili ta status, oziroma da bi ta vrt zaradi svoje posebnosti, unikatnosti, se lepše sliši, dobil status kulturnega spomenika državnega pomena. Zakaj? Ker je v tem vrtu na površini približno nekaj manj kot 2 hektarja, ne nekaj, ampak nekaj 10, lahko govorimo o približno 250 spominskih drevesih in grmih, ki prvič spominjajo na grozote, trpljenje, umiranje ljudi v številnih koncentracijskih taboriščih, nemških, italijanskih, pa tudi na Madžarskem in tudi na druge kraje, kjer so umirali Slovenci in tudi drugi ljudje v dotakratni oziroma nekdanje skupni jugoslovanski državi in tudi drugje po Evropi in svetu. Drugič, v tem spominskem vrtu so številne drevesa, ki spominjajo na izbrana poglavja slovenskega uporništva in tudi na uporništvo proti fašizmu in nacizmu oziroma vsem grozotam, ki smo jim bili oziroma je bilo človeštvo priča med drugo svetovno vojno. In tretjič, so v tem vrtu spominska drevesa, ki spominjajo na številna posebej pomembna poglavja iz slovenske nacionalne oziroma slovenske kulturne zgodovine. Kdo so bili gosti v tem spominskem vrtu, ki je mimogrede stalno odprt za obiskovalce? Mogoče od kdaj do kdaj v dnevih? Od konca zime, čeprav je to zelo relativno, kaj je konec zime, vemo časovno, koledarsko, ampak praviloma od meseca februarja pa do začetka decembra. In lahko pridejo organizirane kadarkoli, zato ker dejansko vrt je fizično odprt za vse ljudi, za vse obiskovalce, ki iz kakršnega koli razloga ta vrt zanima oziroma so lahko motivirani s čimerkoli. Samo za ilustracijo, ko govoriva, kdo so bili ali kdo obiskujejo ta vrt, mnogo je bilo v vrtu nekdanjih internirancev. Žal, vemo, jih je vse manj. In mnogi interniranci, ki so preživeli grozote Auschwitza, Dachau in tako naprej, v tem vrtu so to bila izjemno, to se je lahko videlo na njihovih obrazih, intimna podoživljanja tega, kar so v teh omenjenih in drugih taboriščih doživeli. To si lahko videl, kako so ljudje resnično se spominjali vsega, kar so na srečo preživeli. Drugič konkretno, v vrtu so bili doslej številni gosti iz Slovenije, iz sedanjih držav oziroma nekdanjih republik bivše skupne jugoslovanske države in tudi iz tujine. Med drugimi v vrtu so tudi drevesa in bili so tudi naši gosti, naših predsednikov, prvega predsednika Milana Kučana, predsednika Danila Türka in zelo hitro po začetku upravljanja svoje sedanje predsedniške funkcije je vrt obiskala tudi sedanja naša aktualna predsednica, dr. Nataša Pirc-Musar. Da seveda ne govorimo o številnih drugih, pa ne samo diplomatih, akademikih, ampak predvsem tudi meni osebno so izjemno dragi obiski mladih. Iz različnih šol, iz različnih društev, pa ne samo društev upokojencev, iz različnih društev, ki na tak ali drugačen način zvedo, da pač tam v Prekmurju obstaja en vrt, ki je lahko zelo zanimiv
iz kulturno-zgodovinskih, spominskih, pa tudi ne nazadnje, kot se strokovno reče, čisto dendroloških razlogov. Zadnji obisk, ki nam je bil posebej drag pred dnevi, je pa bil obisk izjemno močne kitajske delegacije na čelu s trenutno poslovodečim oziroma odpravnikom poslov Veleposlaništva Ljudske republike Kitajske v Sloveniji. Zakaj? Ker smo skupaj zasadili spominski ginko miru, in to v spomin na žrtve kitajskega ljudstva oziroma kitajskega naroda v borbi proti japonskim agresorjem. Mimogrede, v Evropi se pogosto pozablja, da se vojna v Evropi ni končala, oziroma da se vojna ni končala maja, ampak šele septembra v Aziji. No in tako bova s tem lepim spominom, zadnjim, torej kitajskim obiskom v tvojem vrtu, vašem vrtu, končala prvi del in nadaljevala malo kasneje. Cenjene gledalke in spoštovani gledalci, veselje in čast mi je, da gostim Marjana Šiftarja, podpredsednika Festivala za tretje življenjsko obdobje oziroma programskega sveta tega festivala. V prvem delu sva tako lepo spregovorila o Prekmurju, o posebnem vrtu na Petancih, tako da kar ne morem nehati še s kakšnim dodatnim vprašanjem za zaključek te prve teme. Kaj ti je morda ostalo kot najbolj ganljiv spomin teh let in vrt? Mnogo je teh trenutkov, ki so mi ostali v izjemnem, lahko rečemo, trajnem spominu, ampak preden enega res posebej omenim, pa naj dodam o eni izjemni povezanosti tega vrta spominov in tovarištva v Prekmurju oziroma na Petancih z Ljubljano. In to je, pred mnogimi leti je akademik profesor dr. Matjaž Kmesel, s katerimi je bilo izjemno drago, da so lahko sodelovala že pred mnogimi, lahko rečem, desetletji oziroma do dan današnjih dni ohranjava izjemne prijateljske vezi, dejal, da to, kar je vrt spominov in tovarištva na Petancih, je pot spominov in tovarištva v Ljubljani. In da sta, to malo povzemam, dva dela ene celote. Celote, ki imata iste vrednote kot svoj temelj in tudi ista vrednotna sporočila. Torej, spomin, spoštljiv spomin na vse, kar se je neprijaznega, grozljivega dogajalo med drugo svetovno vojno in hkrati opomin, da se to ne bi ponavljalo. In smo tako, sledeč tej misli, tej primerjavi akademika Kmesla, zasadili prvič spominsko drevo v vrtu spominov iz poti spominov in tovarištva v Ljubljani in obratno. Mi tu v Ljubljani na poti spominov in tovarištva. Eden najlepših trenutkov, ki mi res ostaje v trajnem spominu, pa je ne samo enkrat, dvakrat ali trikrat je bila na obisku Torešica oziroma gospa za svojimi izjemnimi trajnimi spomini na Auschwitz, ki je pred mnogimi desetletji zasadila brezo, ki še vedno živi in ki je pred leti izrazila izrecno željo, ki je bila potem izpolnjena, da bi želela, preden konča svojo življenjsko pot, še enkrat obiskala vrt, da bi videla, ali njena breza živi. In pred dnevi, čista resnično izjemna zanimivost, me je ponovno telefonično poklicala, pozdravila, se opravičila, da zaradi zdravstvenih razlogov pač žal ne more priti, obiskati vrt, ampak tudi to pot je vprašala, kako pa raste kaj moja breza. Je spomin, kot rečeno, na Auschwitz. Ker je naša oddaja Moja modrost, aktivna starost, si s to zgodbo nekako tudi dopolnil vse to. Torej, aktivna starost nekaterih je izjemna, predvsem v spominih. Živijo v spominih na to, kar so doživeli, in ta njen spomin je očitno prav poseben. Pa se mogoče preseliva v predsedniško palačo,
o prvem predsedniku, ker si bil šef kabineta, in pokukajva še malo v Makedonijo, ker si bil veleposlanik. Izberi, kakor želiš, in nam malo pripoveduj. Torej, s predsednikom Milanom Kučanom, prvim našim predsednikom, se sicer poznava že res desetletja. Nenazadnje, prvič v Sloveniji, kjer nas živi, koliko nas živi, se zelo dobro medsebojno poznamo. Mi iz Prekmurja ali Prekmurci pa se tudi med sabo zelo dobro poznamo, sodelujemo, smo sodelovali ali smo imeli ali imamo take ali drugačne vezi. Jaz sem bil zelo počaščen, ko me je sicer po izvolitvi aprila leta 1990 takrat izvoljeni predsednik predsedstva Republike Slovenije Milan Kučan povabil k sodelovanju. Kot rečeno, seveda so se poznala že prej in tudi sodelovala prej, za šefa kabineta oziroma potem v nadaljevanju za šefa urada predsednika republike. In iz tega 12-letnega obdobja sodelovanja s prvim predsednikom oziroma danes lahko rečem prijateljem Milanom Kučanom bi seveda lahko pripovedoval mnogo. Ampak mnogi so tudi mene že nagovarjali, ali ne bi tudi ti napisal neke spomine o tem. Ne bi. Zakaj ne? Zato, ker je tisto, kar je potrebno, da javnost ve, javnost vedela. Nenazadnje izjemna monografija dr. Božo Repeta, prvi predsednik, in mnoge druge publikacije in intervjuji so izjemna pisna pričevanja o tem obdobju, o delovanju prvega predsednika v vseh njegovih 12 letih, pa tudi o našem sodelovanju. Zakaj ne? Ker sledim med drugim Cankarjevi črtici v skrinjici. Cankarjeva skrinjica je izjemno poučna zgodba. Na kratko, vsak človek praviloma bi naj imel ali ima neke spomine, spravljene, kot je Cankar to dejal, v svoji skrinjici, od katere ima samo on ključ. Za sebe, svoje intimne. Seveda jaz tudi imam polno, ampak kot rečeno, kar je bilo potrebno, kar je potrebno, je bilo javno povedano, ampak če bi me še drugače vprašala, ali bi bil pripravljen še enkrat preživeti 12 let ali pač neko obdobje z prvim predsednikom, bi imel, ne glede na vse napore, na vse izzive, kot danes pravimo, ne vedno lahke situacije, bi bil moj odgovor pozitiven, pritrdilen, da. Po izteku mandata predsednika Kučana je bila seveda tudi moja dilema, kaj, kako naprej. In glede na to, da sem se že v predhodnem obdobju, v času sodelovanja s predsednikom Kučanom, moral po službeni dolžnosti predvsej ukvarjati tudi z različnimi vprašanji, temami, vidiki mednarodnega sodelovanja, je nekako zaradi spleta okoliščin potem bila sprejeta odločitev, moja osebna in tudi ustrezno podprta v pristojnih organih, da sem prevzel mesto veleposlanika Republike Slovenije v Makedoniji in tudi v Albaniji. 4 leta, ki sem jih preživel v Skopju oziroma Makedoniji, občasno seveda tudi v Albaniji, ampak predvsem v Makedoniji, so bila za mene tudi eno izjemno in nepozabno obdobje v delovnem, službenem, prijateljskem, tovariškem in vseh pogledih, v katerih bi lahko govorila. Skratka, eno izjemno obdobje. Tudi zakaj? Ker sta zgodovini makedonskega naroda in slovenskega naroda, ali pa če hočeva Slovenije in Makedonije, v mnogih pogledih zelo sorodni, zelo enaki. In smo si, Makedonci in Slovenci, tudi v mnogih pogledih zelo bliski, tudi karakterno, po elementarnih človeških lastnostih. Torej, tudi v tem pogledu je to bilo za mene izjemno obdobje. Lepo. Pred kratkim sem slišala eno pripoved, ki zagotovo drži, da tudi ko sedaj prideš v Skopje, te ljudje prepoznavajo in pravijo, da si bil čudovit veleposlanik. Imaš kakšen poseben spomin? Ja, lahko bi različne omenjal. Ja, to so izjemna priznanja, izjemne elementarne človeške potrditve, da si pustil, če smemo uporabiti to besedo, neko sled, da si ostal ljudem v spominu. Ne samo
tistim, s katerimi si moral sodelovati po formalni službeni liniji oziroma zaradi službenih formalnih obveznosti, ampak da ostajaš v spominu ljudem, s katerimi si se srečeval ti kot ti. Ja, v funkciji, v kateri si bil, ampak vendarle v odnosih, v katerih je bilo predvsem važno, ali si ali nisi človek. Z vsemi svojimi pozitivnimi oziroma z vsemi svojimi lastnostmi, z vso svojo empatijo in tako naprej. Če bi pa moral izluščiti recimo eno konkretno situacijo, me je izjemno presenetil prodajalec eno zimo v minulih letih, ker praviloma vsaj enkrat, dvakrat na leto prijateljsko ali tudi delovno obiščem Makedonijo, še vedno. Tudi smo bili kot vodstvo festivala za tretje življenjsko obdobje pri prijateljih iz Makedonije, ki še vedno in to že leta in leta obiskuje in bodo tudi kot veva letos naši gosti na festivalu. Torej, ko me je sredi Skopja prodajalec kostanjev po letih, ki so minila od končanja mojega mandata v Makedoniji, nagovoril: gospod ambasador, torej makedonščine seveda, a boste tudi kot vedno porcijo kostanjev? Joj, lepo. S tem bova nekako zaključila drugi del. Ta zgodba naj ostane v spominu naših gledalk in gledalcev in potem nadaljujeva tudi z Makedonci. Hvala. Drage gledalke in dragi gledalci, nadaljujemo in tudi zaključujemo torej pogovor z gospodom Marjanom Šiftarjem. Govorila sva nazadnje o Makedoniji, o čudovitem kostanjarju, ki je vprašal, če bo tudi sedaj eno mirico kostanja. Zelo zanimiva pripoved zato, da je človek ostane v spominu navadnih ljudi tako dolgo, da se ga spomnijo, da imajo pravzaprav vprašanje, ki je povezano z njegovim bivanjem v Makedoniji, kajti zelo hitro pozabimo na mnoge ljudi, zlasti, ko se jih nabere v življenju veliko, nekatere izločimo, nekateri ostajajo. Torej, če ostaneva pri Makedoncih, si bil potem najbrž tudi pobudnik tega, da hodijo na festival za tretje življenjsko obdobje, kajti tukaj si ti zelo aktiven. Torej, najprej ne bi si želel lastiti tega privilegija, da sem sam bil pobudnik. Preprosto ta pobuda o vabljenju prijateljev iz Makedonije je nastala preprosto kot rezultat našega že leta in leta, govorim sedaj o vodstvu festivala za življenjsko obdobje, enega izjemnega prvič tovarištva, prijateljstva, ampak predvsem ene izjemne delovne atmosfere, kjer smo vsi, če uporabim mušketirsko prispodobo, vsi za enega, vsi za vse. Spravi, res ena izjemna ekipa že leta in leta, ki se trudi po svojih najboljših močeh, posamičnih in skupnih. In, draga predsednica, ti si zdaj že naša članica, prva med enakimi in te imamo izjemno radi, naj to slišijo tudi gledalke in gledalci. Se je torej pobuda za pritegnitev Makedoncev pojavila, težko bi rekel, kdo je bil tisti, ki je prvi omenil, ali sem bil to jaz ali kdo drugi. Celo, mogoče je to manj pomembno. Pomembno je, da je ta pobuda prvič bila soglasno podprta v našem krogu, v vodstvu festivala, in drugič, da je bila izjemno pozitivno sprejeta v Makedoniji. In zdaj lahko rečemo, sodelovanje makedonskih društev oziroma Zveze upokojencev Makedonije oziroma kot uradno, žal, namenoma pravim žal, se sedaj Makedonija imenuje Severna Makedonija, je bila prisiljena zamenjati svoje ime iz Republike Makedonijo v Severno Makedonijo kot enega od pogojev, da bi lahko se začela pogovarjati o svojem vključevanju v Evropsko unijo. Ampak to zdaj puščamo ob strani. Torej, za Zvezo upokojencev Makedonije je bilo vzpostavljeno že pred leti odlično sodelovanje, ki se konkretno potrjuje zdaj že, kot rečeno, leta in leta z udeležbo in nastopi vsako leto drugih različnih kulturniških skupin oziroma skupin iz različnih društev upokojencev v Makedoniji, ki so prvič
izjemno zadovoljni, počaščeni, da lahko pridejo v Slovenijo, da lahko nastopijo na festivalu in to v Cankarjevem domu, kar ima še dodatno težo, dodatni pomen. In kar bi rad še posebej poudaril, vedno so oni, kot sicer tudi vse ostale skupine, ampak Makedonci še posebej, sprejeti z izjemnim navdušenjem. Z izjemnim navdušenjem zato, ker z svojo glasbenimi nastopi resnično plenijo duše in srca udeležencev na festivalu. Kako pa preživiš te 3 dni? Vidim, da si prisoten vse dni festivala. Kaj ti je najbližje? Česa se sploh uspeš udeležiti, ker imamo toliko dogodkov? Ko povabiva na festival ljudi. Ja, res je, se dobro veva, da je tudi za letošnji festival pripravljen izjemno bogat, večplasten program. Če omeniva samo 11 okroglih miz, 2000 in toliko nastopajočih v kulturnem programu, ki bo potekal vse 3 dni, da ne naštevam še vseh drugih podatkov in informacij. Ja, to so 3 dnevi, ki so po svoje lahko rečeva zelo naporni, zelo dinamični, ampak tudi hkrati zelo prijetni. Zelo prijetni, zakaj? Ker ko gledaš ljudi, ki pridejo, obiskovalce iz cele Slovenije, vidiš, da ljudje pridejo z razlogom, zato ker želijo priti, ne zato ker morajo, ne zato ker je to kdorkoli jim ukazal ali pa ker je to protokolarna recimo obveznost, ampak ker želijo priti, kaj šele ljudje, ki nastopijo. Mi smo, kot veva oba, imeli v določenem trenutku možnost, nam jo je županstvo mesta Ljubljana na čelu z županom Jankovićem ponudilo. Torej, zakaj ne bi festivala izvedli v Stožicah? Zahvalili smo se za to, sicer zelo dobronamerno ponudbo, zato, ker smo menili in menimo še vedno, da je Cankarjev dom, ki ni samo ljubljanski, ki je vseslovenski, ki je, lahko rečemo, osrednji kulturno-kongresni center Slovenije. Torej, da je za ljudi, če rečem, od Lendave do Ankarana, doživetje prvič, da pridejo v Ljubljano, drugič, da pridejo na festival in da pridejo na festival, ki je v Cankarjevem domu. Kaj šele za vse nastopajoče. Torej, ko gledaš vse te ljudi, je tisto največje zadovoljstvo, največja potrditev, da smo spet naredili nekaj dobrega. Pa kako lepo se ljudje srečujejo, pogovarjajo. Seveda. Nekateri se vidijo celo po letih. To festival je tudi za vse obiskovalce, pa tudi nastopajoče, v kateremkoli že programu, v kateremkoli delu programa festivala. Ja, odlična priložnost za strokovno kompetentne oziroma strokovnjake, ki sodelujejo v različnih na okroglih mizah in tako naprej. Priložnost, da zelo sproščeno, ampak zelo kompetentno razpravljajo o najaktualnejših vprašanjih, ki so pomembna ne samo za starejše, za nas, za vse nas. Vsi smo ena generacija. Vsi smo ena generacija, kot je naše geslo, tudi letos. Kaj šele za obiskovalce, ki prihajajo, kot rečeno, iz cele Slovenije in se tudi prijatelji, tudi sorodniki in tako naprej srečujejo tudi na festivalu. Pa še v okoliških in kavarnah, kulturnih ustanovah. No, vse kot veva, tudi letos, kot že minula leta, bo Ljubljana oziroma vodstvo Mestne občine Ljubljana pripravilo dodatni vzporedni program za vse obiskovalce, ki pridejo iz drugih krajev, v muzejih, galerijah in tako naprej. Skratka, to bo priložnost, da vsak spozna kaj novega, obudi kakšen star spomin. Zdi se mi zanimiva tudi festivalska kavarna. Od lani je to nekaj novega in sicer v njej bomo gostili zelo zanimive Slovence, sprejemali in spremljali njihove življenjske poti od nekoč do danes. Nekateri so še popolnoma prisotni v javnem življenju, še celo mlajši, ne samo starejši. Tako da festival vidim res več vidikov kot priložnost, da ga obišče prav vsak. Ne samo starejši, lahko tudi srednja generacija. Pa tudi mlajša. Tudi mlajša. Ali pa še mlajša. Še mlajša. Tudi mi nismo stari. Ne. Otroci bodo celo nastopali na uvodnem delu festivala. To je zelo pomembno povedati, da je otvoritev 30. septembra, zaključimo pa 2. oktobra. Torej, kar 3 dni
bo cel Cankarjev dom s tem živel. In mi v programskem svetu smo izjemno veseli, kajti imeli bomo tudi res konkretne okrogle mize, strokovni program. Vsak bo našel nekaj, kar ga bo razveselilo. Celo Gurs bo prisoten s tem, da boš lahko pogledal, kako je s tvojo nepremičnino. Spoznal boš mnoge poti različnih postopkov, ki so danes precej težji kot nekoč, kajti gre za e-poslovanje, ki zlasti starejšim ni všeč, posebej všeč, vendar se je nekako kar prijelo, tako da se trudimo, da smo v koraku s časom. Jaz sem bila, Marjan, zelo vesela, da si bil moj gost. Mogoče samo še ena zaključna misel, čemu bi jo posvetil Petancem, Makedoniji, festivalu, ali kar tako nekaj o staranju, o starejših. Ostanimo zdravi. Lepo. Sliši se lahko kot stereotip, imejmo se radi v pravem žlahtnem pomenu besede, imejmo razumevanje, spoštljiv odnos drug do drugega, bodimo za mir med nami samimi v Sloveniji, ker smo včeraj obeleževali v svetovnem merilu na Svetovni dan miru in delajmo vse med sabo, doma in širše, kolikor in kakor moremo, za mir. To je pa tako lepa misel, da bi jo lahko uporabili tudi tik pred novim letom. Tako da leto se prevesa v drugi del oziroma že kar v zadnji del. Jesen je tu in želimo, da ni lepa samo jesen zunaj, ampak tudi jesen starejših. Hvala lepa, da ste nam prisluhnili. Hvala lepa.